Danes se potapljamo v en tak precej temačen dogodek. Le 2 meseca po nacistični okupaciji Slovenije, 9. junija 1941, so deportirali slovenske psihiatrične bolnike. Ja, in to ni bilo kar tako neko naključje. To je bila direktna razširitev nacističnega programa Akcija T4. T4, to je bil tisti program množičnega umora. Točno. Tajni program za poboj ljudi, ki so jih nacisti označili za, recimo, manj vredne duševno ali telesno ovirane. Vse skupaj zavito v to njihovo ideologijo rasne higiene, a veste, čista arijska rasa in to. In pa tisti grozljiv koncept življenja nevrednega življenja. Natanko, da nekateri ljudje pač niso vredni, da živijo. Ekonomski argumenti so bili tudi zraven, češ odvečni jeci. Naši viri za ta potop so predvsem eno podrobno poročilo, ki temelji na arhivskih dokumentih in kažejo, kako hitro in učinkovito so to izpeljali tukaj, na zasedenem ozemlju. Ja, prav srhljivo, hitro. Mi se bomo danes osredotočili na primer iz Novega Celja, kjer ti arhivi razkrivajo nekaj res zanimivega, morda celo presenetljivega. Dobro. Ampak mogoče za začetek čisto na kratko, kaj točno je bila ta akcija T4? Seveda. Formalno se je začela s Hitlerjevim tajnim odlokom jeseni 1939. Vse skupaj je koordiniral poseben urad v Berlinu, naslov je bil Tiergartenstraße 4, odstot tudi ime T4. Glavna sta bila Philipp Beuler in pa zdravnik Karl Brandt. In kako je to potekalo? Sliši se po neki hladni birokraciji smrti. Ja, v bistvu je bilo točno to. Sistematično. Začelo se je z vršilniki o bolnikih, te so izpolnjali v bolnišnicah. Potem so pa zdravniki T4 pogosto kar iz Berlina, samo na podlagi teh papirjev. Brez, da bi videli pacienta. Večinoma ja. Odločali so, kdo bo živel in kdo umrl. Izbrane so nato naložili na posebne avtobuse. Podjetje Gekrat, sivi avtobusi z zasteklenimi okni. Da se ni videlo noter, predpovedam. Točno. In jih odpeljali v eno od 6 morišč po Nemčiji in Avstriji. Tam pa potem zaplinjanje z ogljikovim monoksidom. Prikrito seveda. Ponarejene smrtovnice. Lažni vzroki smrti. In eno od teh 6 morišč je bil grad Hartheim, blizu Linza, ki je bil ključen tudi za slovenske žrtve, kaj ne? Hartheim, ja. To je bilo eno najbolj produktivnih morišč T4. Kasneje so tam v akciji 14 F13 pobijali tudi izčrpane taborišnike. Skupaj okoli 30.000 žrtev. 30.000? Ja. Proces pa industrializiran. Prihod, slačenje, slikanje, potem pa v plinsko celico, ki je bila zamaskirana kot kopalnica, s tuši. Grozljivo. Umor s plinom CO. Pod nadzorom zdravnikov, recimo tam sta bila dr. Lonauer, dr. Reno, potem sežig v krematorijih. Leta 1944 so skušali vse sledi zabrisati. Ampak, kar je tudi pomembno, osebje iz T4, tudi iz Hartheima, recimo ljudje kot Kriščan Vrt, Divni Kriščan ali Franz Stangl. Kasnejši poveljnik Treblinke in Sobiborja. Točno. Ti ljudje so svoje izkušnje in tehnologijo iz T4 prenesli direktno v holokaust, v operacijo Reinhardt, torej v uničevalna taborišča na Poljskem. T4 je bil poligon. In kako se je ta mašinerija tako bliskovito preselila k nam? Spodnja Štajerska je bila priključena k nemški Štajerski, ja? Reichsgau Steiermark. Šef tam, Gauleiter Siegfried Jubeneiter, je imel jasna navodila. Germanizacija, rasna politika. In očitno je bila akcija T4 ena od prioritet. Zelo hitro so ukrepali. Je imela pri tem kakšno vlogo tudi graška psihiatrija? O ja, Feldhof v Gradcu, ta je postala nekakšen zbirni center, tranzitna točka. Kasneje so tam izvajali tudi tako imenovano otroško evtanazijo. Pridemo torej do Novega Celja, 19. junij 1941. Nemški psihiatri so že maja prišli tja, pregledali bolnike. Okoli 380 naj bi jih pregledali tam. In zanje ter za druge iz cele spodnje Štajerske izpolnili te T4 vprašalnike. Skupaj 567 kartotek. No in tu se zdaj pojavi ena zanimivost. Neskladje v virih.
Kakšno neskladje? V starejših virih, tudi nekaterih povojnih poročilih, piše, da je bila velika večina deportiranih iz Novega Celja, od tistih 387, poslana naravnost v Hartheim, v smrt. Le okoli 30 pa naj bi jih šlo v Feldhof. Ampak, ko sem gledala arhivske sezname deportiranih, ki jih hrani zgodovinski arhiv Celje, slika je precej drugačna. Dejansko je bilo v Hartheim poslanih samo 30 oseb. Samo 30. Kaj pa ostali? Preostalih 357 jih je šlo v Feldhof. Ogromna razlika. In to mi daje misliti, zelo verjetno je šlo za premišljeno strategijo prevare. Nekakšno, recimo ji kar Feldhofska prevara. Torej, manjši transport direktno v smrt v Hartheim, da zadostijo birokraciji T4, večji del pa pod pretvezo premestitve v Feldhof, da se morda ne ustvari panika. Točno tako se zdi. Ampak Feldhof ni bil zatočišče. Nikakor. Bil je del sistema. Od tam so jih lahko kasneje prav tako poslali v Hartheim ali pa so umrli v Feldhofu sami v okviru tistih divje evtanazije, zdravili, stradanjem. Tistih 375 ljudi ni bilo rešenih. Bili so samo premeščeni v drug del morilskega aparata. To osvetli celotno operacijo v drugačni luči. Prikrivanje na več nivojev. Ja, od Berlina, Bujlerja in Brandta preko Graca z Ujbereitherjem do terenskih izvajalcev v Hartheimu kot Wirth, Lonauer, Stangl, pa do tistih zdravnikov v Novem Celju, ki so sodelovali pri selekciji. Zanimivo je, da je v Nemčiji proti T4 prišlo do nekega, čeprav omejenega javnega odpora. Najbolj znan je škof von Galen. Zakaj v Sloveniji ni bilo česa podobnega? Saj kar vemo. Treba je razumeti kontekst. Okupacija je bila sveža, brutalna. Teror. Strukture oblasti so bile razbite, slovenske institucije razpuščene ali podrejene. In akcija je bila izjemno hitra izpeljana pod direktno nemško vojaško in civilno oblastjo. V takih razmerah je bil kakršenkoli organiziran odpor, specifično proti tej akciji, praktično nemogoč. Fokus je bil drugje na preživetju in odporu proti okupaciji kot taki. Ko potegnemo črto, kaj nam ta potop pravzaprav pove? Pokaže nam hiter, zelo preračunan izvoz nacistične biopolitike uničenja na zasedena ozemlja. Pokaže sodelovanje med različnimi ravnemi oblasti in razkrije to Feldhofsko prevaro kot primor, kako so nacisti uporabljali sofisticirane metode za prikrivanje svojih zločinov. In poudari pomen spominjanja, kaj ne? Absolutno. Nacisti so te žrtve hoteli izbrisati, jih narediti anonimne. Zato je tako pomembno delo arhivov, recimo Hartheimova spominska knjiga, Arolsenski arhivi, naš zgodovinski arhiv Celje, in pa seveda spominski kraj, kot je učni in spominski kraj Hartheim. Pa tudi sodelovanje med Hartheimom in našim muzejem norosti na gradu Trate je tukaj ključno. Ohranjanje spomina. In morda za konec še misel za poslušalke in poslušalce. Kako nas zgodba teh specifičnih žrtev, teh ljudi, ki so jih razglasili za nevredne življenja, še danes svari pred vsako ideologijo, ki bi vrednotila človeška življenja po nekih merilih produktivnosti ali uporabnosti? O tem je vredno razmisliti.